Dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli. V novi epizodi oddaje Moja družina vam predstavljamo izjemno žensko, ki svojo srčnostjo, odločnostjo in strokovnostjo že več kot 2 desetletji zaznamuje področje kakovosti, prodaje in poslovne odličnosti v Sloveniji. Judito Rigler. Njena poklicna pot se je začela v 90-ih letih v industrijskem okolju, hitro pa jo je potegnila v svet kakovosti, strateškega razvoja in vodenja. Svoje bogate izkušnje je gradila v podjetju Mikropolo, ki je največji dobavitelj laboratorijske opreme v Sloveniji. In Lab Interier, kjer še vedno sodeluje pri snovanju visokokakovostnih rešitev za laboratorijske in čiste prostore. Njena predanost odličnosti jo je pripeljala tudi do mesta predsednice Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, kjer aktivno spodbuja povezovanje, učenje in dvig kulturne kakovosti v slovenskem prostoru. Judita ni zgolj poslovna ženska, je tudi mama, žena, voditeljica in ustvarjalka družinskih vrednot. V intervjuju za Adma je poudarila, da se ne boji izpostaviti, zagovarjati pravičnih odločitev in zaupati svoji intuiciji, pa naj gre za poslovni sestanek ali vzgojo otrok. Judita Rigler je dokaz, da so vrednote, znanje in sočutje lahko temelj za uspešno in izpolnjujoče življenje v pisarni in doma. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Judita, dobrodošli v studiu. Gospa Judita, pa če začnemo na začetku, iz kakšnega okolja pravzaprav prihajate, iz kakšne družine prihajate? Ja, jaz sem Notranjka, doma sem iz Blok, trdoživa Bločanka, bi lahko temu rekla. Bloška Polica, Cerkniško jezero, Slivnica, povezana s čarovnicami in tako naprej. Tako da korenine so zanimive. Mislim, da so me tudi zato tudi zaznamovali za naprej. Sem odraščala v predvsem podjetniški družini, že takrat, od samega začetka. Imeli smo zelo veliko gostilno, katero je krmarila moja babica. Tudi potem še, ko je dedek zelo zgodaj umrl. Sama družina je, ne bom rekla, da je velika, imam samo še sestro, ona zdaj tudi se je odločila in šla svojo hotelirsko pot v Švico. Imam pa eno tako, bom rekla, posebnost v svoji družini. Moj oče je invalid, je brez roke, brez očesa, tudi na eno stran gluh, ja. Ko je bil zelo majhen, se je poškodoval po vojni z bombo. Tako da smo nekako živeli v tem duhu, pa bom rekla, ne duhu invalida, ampak duhu, kako se čisto vse da, da še danes, ko ga gledam, zdaj star 85 let, za njega nobenega problema, še vedno se ni zapeljati z avtom v Ljubljano, karkoli narediti. Vedno nas je vzgajal v tem duhu, da je vse mogoče, da ni pomembno, kaj ti manjka. Kaj se ne da, ne? In kaj se ne da, ja. Nikoli ni rekel, jaz pa to ne morem, zato ker pa tega nimam, ne. Vedno je probal in običajno tudi uspel. Katere vrednote pa bi recimo lahko rekli, da ste jih z vaše družine prinesli ali pa jih živite? Vrednote, ja. Zdaj bom rekla takole, ne. Jaz mislim, da vsi moje generacije, ne, jaz sem lani napolnila 50 let, mislim, da smo zaznamovani z veliko delavnostjo, z veliko odgovornostjo, z veliko spoštljivostjo in tako naprej, na kar sem vsako leto bolj ponosna. Zato, ker v procesu, ko sem tudi spremljala svoja 2 otroka, ko sem jih vzgajala, se je veliko teh vrednot na žalost izgubilo. Pa ne. Se pravi delavnost, vztrajnost predvidevam? Delavnost, vztrajnost, poštenost. To bom rekla, so tiste stvari, ki so ta prave. Katere vrednote pa mislite, da imajo pa zdaj mladi kot glavne vrednote? Me pa izzval. Zdaj bom rekla takole, jaz imam zadnje 10 let razširjeno družino, tako da imamo 4 otroke.
Ne, ampak če se nekako bolj omejim na moje dva, ki jih spremlja že od samega rojstva, ne, moja hči ravno jutri dopolni ameriških 21, polnoletnost, ja. ameriška. Bom rekla tako, da ne morem posploševati, zato ker je zelo, zelo veliko odvisno od staršev. In ti starši tudi sami odcepljajo dejansko različne vrednote. Ne. In zdaj, če smo starši, tako kot jaz, bom rekla, in cepljam popolnoma identične vrednote. Tisti starši, ki pa se ne ukvarjajo z odcepljanjem vrednot, pa praktično bom rekla, da mladi vrednot nimajo. Razumem. Se pravi, dejansko je pomembno, kako ti kot starš ne vzgaja, eno, da si zgled otroku, ne, to je neverbalna komunikacija, in pa verbalna, da dejansko z nekim ciljem otroka učiš, kaj je pomembno za njega, ne? Zelo je to pomembno. Ne, jaz, pač, zdaj, če bi moja dva otroka vprašali, ne, enkrat je moj sin takole rekel, so jih nekaj spraševali v šoli, ne, je kako ločevanje smeti, pa to, pa kako, zakaj se to počne, ali se sploh počne in tako naprej, ne. In je pač moj sin rekel, ja, to se dela tako, na tak način, dela se pa to zaradi tega, pa zaradi tega. In pa je bil, mislim, na 4., 5. razredu, pa mi to razredničarka pol povedala, pa se je, kako pa ti to vse veš? Pa je rekel, ja, vi nimate mojo mamo za mamo, ne. Ne. Tako da, če se z otroci pogovarjaš, ne moreš se vedno pogovarjati na miren način, seveda moraš biti vztrajen. Sem pa v tem strogi, bom rekla, ne zagovornik in nasprotnik permisivne vzgoje. Zame je to rak rana vseh generacije, bom rekla, tisti, ki so zdaj stari, tam nekje do 30. Vsak, ki je bil na ta način vzgajan. Za moje izkušnje, ko so prišli na mojo poslovno pot, ti mladi ljudje, imajo oni sami velike težave, mi pa še večje z njimi. Bom rekel, vedno več ljudi dejansko je prišlo do tega spoznanja. Enako se strinjam, tudi sam vidim, da v bistvu ta vzgoja permisivna, kjer se vse dovoli, ni najboljša, da vse na otrok rab neke okvirja, ne? In tudi mi sami, ne, nazadnje. Pa mogoče še vezano na vaše starše, kako bi jih pa okarakterizirali? So bili strogi, so bili, bom rekel, oče je bil tak, mama je bila drugačna. Kaj ste vi potegnili, ali ste vi bolj stroga, ali ste manj? Tako mečkaj me še zanima v tej smeri. Če bo mama to gledala, se je osmejala, po moje. Ja, bom rekla tako, no, bili so strogi, ampak so mogli biti, no. Jaz sem bila od nekdaj zelo, bom rekla, radoživa, zelo živahna. Tisti prostor mi je zelo hitro tudi postal že premajhen. Veliko sem tudi potovala, okrog šla in tako naprej, no. Živela sem v vasi, kjer si imel 4-5 kilometrov vedno do nekje, do neke druge lokacije. Ali bo to kak lokal, kino, karkoli, ne. In sem se mogel znajti, ne. In moja strast so bili vedno motorji. In moja mama bo danes vedela, da sem jaz motorje tudi vozila, ne da sem se sam vozila na motorjih, no. Tako da so bili strogi, ampak bom rekla na tisti način, po eni strani, da so me hoteli obvarovati, ne, ker jaz sem res bila adrenalinc, res velik adrenalinc, ko sem bila mlada. Tukaj so me hoteli obvarovati, no, včasih sem tudi na tak način, da je oče kakšno ušpičil pri meni. Ne? Drugače pa, da bi rekla, da so bili tako tiranski ali pa res tisto mogoče dramatično strogi, to pa ne. Rečejo pravični, ne, da je bil razlog, zakaj so bili strogi, ne? In to je verjetno čisto okej. Ko smo imeli razlog za biti strogi, takrat so bili strogi. Tako. Mogoče, da se pol pa vrneva na to v šolah, ne? Tudi vidimo dostikrat mogoče, da učitelji niso več toliko strogi, kot so, ne? Recimo jaz si najbolj zapomnim v osnovni ali pa srednji šoli učitelja oziroma učiteljico matematike, ki v bistvu je bil od vseh najbolj strog oziroma stroga, ampak me je tudi največ naučila. In to, bom rekel, vidim tudi pri mojih otrocih, koga si najbolj zapomnijo, ne? Ne zapomnijo si tistega, ki vse dovoli,
Ampak tistega, ki je v bistvu postavil meje, pa pravila igre po domače, če ne. In kako pa gledate v šoli, bom rekel, skozi ta vidik? Ja. Bom rekla takole, no. Jaz sem imela priložnost pri mojih 2 otrocih spremljati 2 šolska sistema. In sicer moja hči se je že s 15 leti odločila, da bo srednjo šolo in izobraževanje nadaljevala v Celovcu na slovenski gimnaziji in je s 15 leti že tudi tja odšla. Ko sem jo po 2-3 letih sem to spremljala in tako naprej, potem se je pridružil čez 2 leti v srednji šoli, na srednji strojni šoli na Aškerčevi v Ljubljani moj sin, ki je letos zdajle ravnokar maturiral. In bom rekla tako, spremljala sem obe zadeve in ko sem videla in sem hčer vprašala, zakaj pravzaprav se je odločila za tja potem, na začetku je bilo tako, mogoče, ker sem imela jaz takrat osebno tudi malo, bom rekla, je bila pri meni tudi odločitev in tako naprej in sem predvidevala, da se je mogoče hotela malo umakniti, ampak tako naprej, ampak z leti se je pa pokazalo, da je bila v bistvu njena odločitev prava, zato ker ona je rekla, veš, mama, od prvega dneva tukaj nas, dijake, obravnavajo spoštljivo, obravnavajo nas pod sebi enakovredne, nikoli nas ne žalijo, nikoli nas ne pripeljejo v situacijo, da bi se počutili v stiski zaradi nečesa. To je bila ena stvar. Druga stvar pa je bila, nikoli ne iščejo neznanja. Ampak vedno iščejo znanje, tudi količino snovi, ki so jo podali v neki, bom rekla, takle. Tole je pa pomembno za to, da vi obvladate. Se pravi, dajali so širino in pol fokus. in potem fokus. Primer pri zgodovini me je zelo navdušila tam. Ona je, ko je bila glih njihova razredničarka tudi, no? Ko je podajala primere iz zgodovine, je vedno zahtevalo od njih, da najdejo povezavo s sedanjostjo. Da so oni razumeli, se pravi, to se je dogajalo takrat, vendar se v neki meri dogaja tudi sedaj. Kje je povezava, kje je korelacija, zakaj se je ponovilo, zakaj se ni ponovilo, ali se je sploh ponovilo in tako naprej. To je bilo meni zelo zanimivo in to je potem otroci so na ta način tudi to akceptirali. Moj sin je pa prve 3 leta bil, on je zaprisežen strojnik, gre po liniji mojega strica, moj oče je tudi izredno sposoben in tako neko njegovega dedka po očetovi strani, vsi so bili taki zelo tehnični, zelo taki, In on je 3 leta hodil, on je bil zaljubljen v svojo srednjo strojno šolo, v prakso, v vse. Zadnje leto smo pa prišli točno do tega, kar se pri nas dogaja. Da je postal zelo razočaran in bil zelo, zelo žalosten. Ker so se začeli, to so pač v 4. letniku so pri nas že mladi fantje, mladi gospodiči, 19 let stari, in je tako, vemo, da srednja strojna šola na Aškerčevi je vedno veljala za precej zahtevno in velja še danes. In tisti, ki je prišel do 4. letnika, pomeni, da je mogel kar nekaj narediti, da je prispel tja. Obnašanje učiteljev, bom rekla, cele skupnosti je bilo pa katastrofalno. Bili so izredno nesramni do njih, predvsem nespoštljivi do njih. In meni je to zelo, jaz sem potem mogla loviti balans, da po mojem temperamentu ne znorim, pa se usedem v avto pa odpeljem, pa to zrihtam, kar je moj nekak modus operandi bi bil. Ampak sem ga mogla nekako miriti, pa da ga, bom rekla, usmeriti v to, da to so življenjske lekcije, situacije, ki sicer niso prijetne, ampak se bodo še dogajale. Obenem sem bila pa zelo žalostna, ker se to ne sme dogajati. To so mladi, katerim mi moramo biti vzor. Bi pa tukaj navezala še na eno zadevo, ki ste prej rekel, bom rekla, stroga profesorica matematike. Aleksander, moj sin, je imel enega profesorja, kateri je vedno prišel v urejen. To mi je pač sin poveš, mami, on pride vedno urejen. On pride srajčka, oblečen, kravata in on, ko stopi v razred, mi vsi utihnemo in poslušamo. In imamo super uro. In ko je, moja kljukica je bila,
2 kljukice v življenju sem naredila pri obeh. Takrat v prvi letnik, ko se je sin vpisal, sem po 14 dnevih najdla na mizi listek, kjer je pisalo: vstanem takrat, učim se to, danes nujno to, naslednje to, tole pa lahko samo preletim. To je bila zame kljukica. Za življenje, ne? Ja, za življenje. Zdaj, ko je šel pa delati maturo, je pa ravno tako vsak dan poskrbel in se je pomislil nekako, in to je zame spoštovanje do inštitucije, do učiteljev in do samega tako imenovanega zrelostnega izpita, ki ga je še zmeraj reče, v Avstriji ima še vedno zrelostni izpit oziroma matura. In on se je vedno uredil. Ne? Se pravi, s prezenco je ta učitelj spoštoval dijake nazaj in oni so bili mirni, spoštljivi, dialog je bil konstruktiven, veliko znanja so pobrali, poslušali so ga. Tako da mogoče, da končava s prvim delom, ena izmed zelo pomembnih in prezrtih vrednot je spoštljivost. To se pa tako zelo strinjam, da bolj strinjati se ne more. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bil prvi del oddaje Moja družina. Hitro se vrnemo nazaj. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Judita Rigler. Prvi del so končala z eno zelo, bom rekel, mogoče prezrto vrednoto spoštovanje. Drugič, oziroma druga stvar je pa, ko pa sicer zelo veliko govorimo o vrednoti učenja oziroma izobraževanja, vseživljenjsko učenje. Koliko pa tukaj in mladi in starejši dejansko so aktivni? Ali pa se tega zavedamo? Pa jaz bom rekla tako, jaz zdaj, naprimer, ker izhajam, kjer delujem, ne, kot, bom rekla, direktorica Lab Interiorja, bom rekla, v skupini Mikropolo, sem prav pomislila na to, no, ker nas naš direktor, ne, vedno meče iz cone komforta, ne. On nas vedno odreza in vedno nam daje neke nove, tole bi bilo pa dobro še, da bi se naučili, ne. To bi bilo pa dobro še, da bi predelali, ne, in tako naprej, ne. In s tem tudi, bom rekla, jaz pravim staroselci, ne, ti, ki so že dolg časa, pa ki imajo neko svojo rutino in tako naprej, se jih vedno malo iz cone komforta da ven, pa pridajo po noči in razmišljajo, pa nekaj novega se naučijo in tako naprej. Pa tudi moje delovanje je bilo vedno tako, jaz, ko sem bila še v podjetju SG Guzel in smo imeli tam skupino oskrbovalcev samopostrežnih avtomatov, tam sem delala 14 let in mi, ko smo imeli sestanke, sem jaz vedno na začetku teh sestankov, enkrat na mesec sem jih jaz takrat uvedla, dala neko zanimivost, ki ni bila povezana nič z našim poslom, ne s kavo, ne z ničemer, ne. In seveda vsi ne akceptirajo tega, ampak neki si pa reče, zdaj sem pa nekaj novega naučil, ne. In to je zelo pomembno, ne. Se pravi, mladi lahko tudi seveda zaspijo, ne. Se pravi, je spet odvisno od tega, spet je odvisno od celice, ne, spet je odvisno od družine, ne. Jaz sem svojo, bom rekla, izobraževalno pot začela kot kemik, kot potem kemijski tehnik, potem kemijski tehnolog, sem jo tudi že nadaljevala in jo na menedžmentu, vendar nikoli diplomirala. Ker me je vmes, so me potegnili nekoliko, so me potegnili otroci, potem poslovna pot in tako naprej. Ampak jaz vedno rečem, ne, da brez znanja, pa ni to samo, da imaš diplomo pa tako naprej. Neformalno samo, ne? Tudi ja, tako, neformalno je zelo pomembno, poleg formalnega, ne, res izjemnega pomena, ne. Imamo zdaj pa v tej dobi, imamo neslutene možnosti. Dostop do znanja je... Dostop do znanja, tudi do znanja, za katerega ne rabiš nič plačati in je treba samo in izključno tvoja lastna samoiniciativa, da ga osvojiš. Kar je pa velikokrat ravno problem, ne? Ja, res je, no. Res je. Nažalost, ne. Zanima me, v bistvu, kako oziroma kdaj se je začela pa potem vaša poslovna pot. Mogoče še prej, kdaj ste zaslužili svoj prvi, verjetno je takrat še dinar, ne evro. Kakšno to izkušnjo? Kdaj sem ga jaz zaslužila? Ja, zdaj tako, jaz izhajam iz, pač, bom rekla, družine, kjer smo
vedno delali. In jaz, ko sem prišla domov, če je bila gostilna polna, sem vrgla torbo v kot in mi je že stara mama porinila v roke solato in sem nosila solate pač gostom okrog in to je bilo to, ne. Sobote smo imeli vedno zaprto, to je, sem dobila že zjutraj kakšno metlo, da sem mogla iti vse pomest, vse smo pomili in tako naprej, ne. In ko smo stvari oddelali, je vedno moja stara mama, moja babica, no, takrat mi je rekla stara mama, ki je bila meni velik vzor, vedno je nekaj pač dala, ne. Pa ste bili plačani, lahko za to. rečemo, ne? Ja. Ali pa nagrajeni. Nagrajeni, plačani, kakorkoli, ne. Ni bilo samoumevno, nismo imeli nikoli, jaz nisem imela nikoli težav. Spomnim pa se v srednji šoli, ko sem imela sošolke, vsi so imeli več denarja, kot pa jaz. Jaz sem pač imela, kaj rabiš, knjige imaš poskrbljen, kaj rabiš oblačila, obutev imaš poskrbljen, karto za avtobus imaš, ker nisem hotela biti več v dijaškem domu, vse ostalo nismo imeli, recimo jaz nisem imela, kako se reče, žepnine. Ne. Pač, če sem potrebovala, sem vprašala, to sem dobila. Zanimivo. In potem, ko ste v bistvu končali, se pravi, rekli ste kemijski tehnik, ne? V kemiji ste začeli in kako je potekalo to? Začela sem v kamioplastiki Lož, tam sem se tudi s kakovostjo srečala, kjer sem jim bila kot 18-letnica implementirala prvi ISO 14001, standard za varovanje zdravja, ja, skupaj z gospovanjem. Tako da tam sem se s tem srečala, potem sem delala v galvanskem laboratoriju, v čistilni napravi in tako naprej. Potem sem pa pot nadaljevala v Ljubljani, sem začela v podjetju Bioteh, ker sem bila vodja proizvodnje. Pa so me zelo hitro iz proizvodnje potem dali v razvoj, pa so zelo hitro rekli, no, da ti pa ful rada govoriš, da je pa iti tamle malo v prodajo, pa še na un sejem, pa ta sejem, pa tretji sejem. Potem smo pa razvijali en izdelek Ford, se spomnim, proti klopom. In noben ni hotel iti na ministrstvo tole, ker je bilo treba prijavljati pa dopise in jaz sem bila čisto zadnja tam, ker sem bila, daj pa iti ti, daj ti vse zrihtala. In sem šla in sem zrihtala. In tako se je to začelo, ne, ta moja organizacijska sposobnost predvidevati, zrihtati, zorganizirati in tako naprej, no. Tukaj imam korenine, tako kot sem prej rekla, vzor po moji stari mami. Ona je bila ta, kako naj rečem, mi smo bili zelo znani po kolinah. In ko se je približevala jesen, je ona počasi začela pripravljati nas, da bo zdaj večja količina dela, da se je treba to pripraviti, da se je treba, da je začela razmišljati. Ja, tako, ne. In isto imam zdaj, zdaj pa pač veliko delam. Pot se je nadaljevala v eno firmo, v drugo firmo, nekoliko sem se specializirala v mestu za krizno vodenje podjetij, kjer šepajo procesi. Tako da zdaj sem pristala tukaj pri Markotu, ki me je opazil, rekel, da me je opazoval tudi skoraj 1 leto in me pol prosil, če bi prišla tako bom rekla, eno zelo čudovito podjetje, poštimati procese, pogledati, kaj lahko še naredimo, da izboljšamo in tako naprej. Se pravi, da vas je iz cone udobja dal, ne? No, je pa res, ne, da če smo vrženi iz cone udobja, pomeni, da nekako nismo v nekem balansu. Je to popolnoma vseeno, je to v podjetju, v družini, pri zdravju in tako naprej. Kako pa vi v bistvu probate pol ta balans uravnavati? Ja, vmes sem postala še predsednica Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, pa še svetnica v občini Domžale, ne. Tako da vedno grem z neko željo, joj, mogoče pa tle še kaj lahko kaj naredim, mogoče pa še tle kaj lahko kaj narediš, pa tako, ne. To so določene stvari, od katerih ti ne boš ne vem koliko bogatel, ampak sem se pa vedno želela vrniti družbi marsikaj nazaj, ker je družba meni tudi veliko dala, ne. Ja, ta balans, ne bom se poimenovala, da sem deloholik, sem pa človek, ki nekaj začne, ne bo odnehal, ne. In tam, ko vsi odnehajo, jaz ne bom nikoli odnehala, dokler ne bomo do konca prišli, ne. In zaradi tega sem pa pač vmes kar plačala določene davke z zdravjem, z prvo izgorelostjo, pa z drugo izgorelostjo. In potem kot posledica ostane tudi sladkorna bolezen, pa potem ostane fibromialgija in take zadeve, s katerimi pač te moram živeti. In ta balans, ne, je izjemnega pomena.
In tisti, ki bodo kdarkoli, ki gredo po tej poti, ki so še 20 let mlajši, ni dolgo nazaj se je en mlad fant, bivši sodelavec, obrnil ravno to na mene, s temi vprašanji, in me je vprašal eno vprašanje: Judita, je poslovni svet res tako zelo krut, ne? Pa sem rekla, ne, poslovni svet ni nič krut, ne. Krut je točno to, kar si ga sam narediš, ne, da je krut. Tako da ta balans je izjemnega pomena. Zdaj ga znam loviti. Ampak je pa, bom rekla, davek, če to začneš delati prepozno, v dveh segmentih. Eno je, da tvoje osebno življenje in pa družina lahko kar precej trpi. Drugo pa je pač tvoje zdravje. Jaz sem se to naučila zbalansirati. Pač kar se zgodi, se zgodi. Te zadeve, jaz vedno rečem, tudi delala sem v enem podjetju, kjer je bilo ekstremno, sicer samo 3 mesece, bom rekla, naporno, izjemno, bom rekla, narcisoidnega pogleda, načina delovanja, nenapredno in tako naprej. Ampak jaz to vedno vse gledam, kot tudi takrat sem plačala zdravjem, ker sem se uštela pri izbiri. Ampak jaz sem še vedno želela, da bom pa uredila, zato ker so meni dali poslanstvo, ne. Ampak včasih se ne da in se je treba umakniti. Ampak zdaj znam, ne. Zdaj znam in moram s tem živeti, kar je bilo, tega popraviti pač ne moreš za nazaj. Imam pa veliko podporo, moram reči, doma. Moja 2 otroka sta me vedno podporala v karieri. Imam partnerja, ki mi zelo pomaga, res veliko pomaga, no, moram reči, no, ne, včasih celo preveč, ne. Je pa tako, pri vseh teh zadevah, če delaš v poslovnem svetu, pa če se angažiraš še za družbeno dobro, pomeni, da se moraš res ekstremno dobro organizirati. In jaz moram vedeti, če mene ni, tako kot me recimo prejšnji teden ni bilo, sem bila službeno v Sarajevu in tako naprej, v sredo sem šla, v nedeljo sem prišla. To pomeni, da bom toliko dni naprej vse poskrbeti, se pravi, da je vse v hladilniku, da je počiščeno, pospravljeno, zlikano, oprano in tako naprej, ne. Jaz vem, kdaj smo pa, kaj ti danes toliko pereš, ne. Ja, pač ne bo me naslednje 3 dni, ne. Hvala, da ste delili v bistvu to izkušnjo, ne. Ker po mojem mnenju je res, se o tem ne govori veliko. Veliko se spodbuja, ja, dobro, dokončaj šolo, pojdi v dobro službo, potrudi se, ne. Vse to je vse res, ampak vedno je pol to na neko škodo, ne. In tukaj je tudi dostikrat izziv, ker danes je toliko veliko zanimivih stvari, pa z veseljem nekaj delaš, ne, ker po mojem mnenju vi ste ravno to, ker se nekaj lote, padete noter, ne, v principu, in res z veseljem to delaš in pol bi z veseljem še to, pa še to, pa še to. In tukaj pol, kako se ustaviti, ne, in da mladi, ker to je v bistvu lahko super naložba, da vejo, da imajo razporejeno, bom rekel, svoj balans, ker ne bojo pol izgoreli, prišli do raznih bolezenskih stanj in bojo pod črto v življenju naredili več in bojo bolj uspešni in družbi lahko več dali, ne. Res je. A obstajajo kakšni tečaji za to? In za starše, ne, da to otrokom povejo, ali pa za v bistvu mlade, ki začnejo delati, ne? Jaz mislim, da, zdaj tako, zdaj v samem tem svetu nasvetov, bom rekla, priporočil, knjig, tečajev, vsega, to je zdaj, jaz lahko rečem, da je število neomejeno za izbiro, resnično neomejeno, ne. In biti selektiven pri tem, jaz moram reči, da sem se zadnjih 5 let res veliko ukvarjala s tem, kako sebe postaviti ne bom rekla na prvo mesto, no, meni bo še vedno na prvem mestu je meni družina, je meni moj partner, so moji otroci, ne, pa dostikrat moram priznati, da tudi moja služba, no. Jaz sem zdaj v tem trenutku prišla na delo oziroma delam delo, ki sem si ga želela vedno delati, z ekipo, ki sem si jo želela vedno delati in z direktorjem, ki sem si ga vedno želela in na področju, ki sem si ga vedno želela. Se pravi, res je, vodim ekipo v proizvodnem podjetju, ki je proizvajamo laboratorijsko pohištvo, se pravi, nekako sem se vrnila v svoje korenine kot v laboratorij na nek drug način. Imam čudovito ekipo, res delamo
po celi Evropi, kar mi je tudi cilj, da nismo omejeni na Slovenijo. Praktično nam je Slovenija, mislim, da samo 4% vsega, kar počnemo. In ko enkrat priješ do tega, ne, seveda je vsa ta pot za nazaj je terjala, da si se mogel učiti tudi teh balansov, kako naj spravim noter, se pravi, in svoje omejitve zdravstvene in svoje omejitve, da imam otroke in nam reka, da je omejitev, da imaš partnerja, ga moraš upoštevati, ne? Saj, če pravijo, velikokrat noben ni naključje, ne? Pa a so res to omejitve ali so to v bistvu stvari v življenju, ki jih moraš sprejeti ali pa, bom rekel, vključiti v življenje, ne? Se to v bistvu, če tega ne bi bilo, vi ne bi bili taki, kot ste. In danes vi v bistvu delate, tako kot ste rekli, to, kar ste se vedno želeli, z ljudmi, ki, bom rekel, so pozitivni, delovni in v bistvu tudi zaradi tega se poveča uspeh in nenazadnje tudi zdravje, ne? Je pomembno, je povezano s tem. Je povezano, zelo povezano s tem, da je pa tako, da, bom povedala, kolikor časa si na poti, bom rekel v navednicah, škodoval, krat 2 boš okreval. To je pa dejstvo. Ne, se pravi, če si 10-15 let delal v okolju, kjer si samo dejmo, ne boš v to 2-3 letih. Ne. Super. Glede na to, da naj čas preganja, mogoče, da zaključiva z kakšnim spoznanjem ali s kakšno mislijo za mlade. Kakšen nasvet bi dali mladim, da mogoče ne bojo šli po podobni poti, kot ste šli vi, ampak da bojo dosegli pa podoben cilj, kjer ste vi danes? Najprej bi, bom rekla, mladi, naj zaupajo sami sebi, naj se zavedajo, da ne bodo vedno najboljši in da če niso bili najboljši v nečem, ne morejo dobiti zlate medalje, ampak morajo probati še enkrat, pa še enkrat, da bodo dobili tisto zlato medaljo, ki si jo želijo. To se mi zdi zelo pomembno. Naj spoštujejo svojo okolico, naj spoštujejo sebe, bom rekla, pa naj cenijo tudi tiste kakšne majhne malenkosti, ne? Ker zdaj je tiste majhne malenkosti, ki včasih, ne vem, kako bi temu povedala, če ti nekdo da drobtinico, ne, pa ti ni glih dal zlatega jabolka, 24-karatnega jabolka, da boš ti to drobtinico noter dal, boš pa nekoč lahko zlato palčko ven potegnil. Če pa ne boš dal drobtinice noter, pa tudi zlate palčke ne more biti, nikoli, nič ne more biti na drugi strani. Ne? Vedno moraš dati energijo, da pa jo dobiš. Najlepša hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, zaključujemo oddajo Moja družina s posebno gostjo Judito Rigler. Verjamem, da je bila njena zgodba lahko za vas oziroma za marsikoga zelo navdihujoča, kjer ste lahko prišli do veliko spoznanj, ki jih lahko izkoristite tudi v svojem življenju oziroma pri vzgoji vaših otrok. Najlepša hvala in vidimo se v naslednji oddaji Moja družina.